Dobrodošli v novi epizodi podcasta VAR, nogometnega podcasta Delove športne redakcije. Tokrat je z mano Jernej Suhadolnik, prekomentirala bova aktualno dogajanje na slovenskih nogometnih zelenicah in seveda tudi v tujini. Nadaljuje se Liga prvakov, tako da nogometa je bilo več kot dovolj. Jernej, žal morava začeti kljub mogoče kakšni bolj zanimivi tekmi na zelenici v Murski Soboti, kjer smo 58 minut spremljali enega lepših dvobojev, vsaj zaradi kulise polnih tribun, tudi atraktivne nogometne igre, potem pa žal znova prekinitev zaradi navijaških izgredov, ki so tokrat poskrbeli tudi za telesne poškodbe 6 članov Mure, kar je bilo pa, ne bi rekel pika na i, ampak vendarle korak naprej od tistega, kar ponavadi, ko govorimo o huliganizmu, spremljamo na slovenskih tribunah. Ja, težko je komentirati take stvari, ker ne veš, koliko je hudo, kaj se je zgodilo, drugače kot reči, da je to katastrofa. Katastrofa največja za one, ki so bili prizadeti, teh 6 fantov, ki so bili ob igrišču, za otroke, ki so to gledali. Tribune so bile namreč polno enih družin, namesto reklame smo dobili antireklamo za nogomet in žalostno je to, no. Derbi je bil lep, videli smo tudi 2 lepa gola, več lepih potez, mislim, tako kot je treba, to je bil res prava reklama, vse je bilo nastavljeno, da bo to prava reklama za nogomet, nastalo je pa obratno, tako da verjetno bodo posledice hude, in tudi prav je tako. Mislim, razen teh fantov, upam, da posledice ne bodo hude, ostalo pa je treba drastično to kaznovati. Drži, ampak tukaj se meni vedno poraja vprašanje, že tako je vedno vprašanje, kako pride toliko pirotehnike na tribuno, pa zaenkrat pustimo to niti ni naša naloga. Ja, to ponovadi ženske, to je treba poudariti, ponovadi to ženske prenesejo čez, ker je lažje, so enostavno manj fizično pregledane, čisto po domače, varnostnic je bolj malo, v glavnem so varnostniki pa žensk že po nekih normativih sprejetih ne smejo tako pregledovati kot lahko moške. In ponovadi to ženske čez nosijo, čisto enostavno, iz prakse je to tako. No, pa še druga stvar pa je, ponavadi, ko se nekaj takega zgodi, seveda dobimo pričakovan odziv nogometne zveze in vseh drugih akterjev, da je to nedopustno, da bo treba nekaj resnega ukrenuti, ampak to ni prvi ali pa osamljen incident, okej, z topovskim udarom med nogometaše, ki se ogrevajo, že morda je, ampak imeli smo pa tudi že kakšno tekmo prekinjeno zaradi preveč pirotehnike in drugih izgredov. Kako tukaj spremeniti, kako iti korak naprej, da tega v prihodnje ne bi bilo? Ja, bilo je že v zgodovini te države, so bili po mojem spomenu tudi hujši incidenti, no, bi rekel, v tem smislu, ampak enostavno to zdaj, da bi preprečil neki izgred posameznika, verjetno ne moreš niti, ne. Ti ne moreš nikomur preprečiti, ne vem, tako kot da se vrže v Ljubljanco ali pa, ne bom rekel še kam drugam, da naredi nekaj takega. On ogrozi svoj dostop do tekme, naslednje, te ljudje, ki jih bojo identificirali, upam, so verjetno zaključili z uradnim dostopom do tekem pri nas, kar je tudi edino prav, ampak tega ti ne moreš preprečiti, ne. Tako kot ne moreš preprečiti kamikaz, samomorilskih napadalcev, neke stvari, ki temeljijo na človeku, na njegovi odgovornosti, jih ne moreš preprečiti. In to je velja tudi za nogomet, pa je nižja raven odgovornosti kot tisto, kar sem naštel. Tako da nekih teh stvari ne moreš preprečiti. To je stvar družbe in to bo vedno in bo ostalo in bo samo še huje, glede na to, kam svet gre, po mojem mnenju. Manj tega ne bo, edin več. Tako da ni lahko biti odločevalec zdaj v naslednjih letih oziroma obdobju, ki prihaja. Druga stvar za tem incidentom, ki se je že zgodil, ko so nogometaši nato odšli od slačilnice, je bila prva uradna informacija, da je tekma prekinjena in se ne bo nadaljevala, dokler se ne izprazni gostujoči sektor Viol. Kar se pa potem ni zgodilo. Pa to meni resno vprašanje se zastavlja, kako lahko ne uspeš izprazniti sektorja gostujočih navijačev. Vendarle so varnostne službe na tekmi, če odločitev, da se sektor izprazne, bi človek pričakoval, da se bo sektor izpraznil. Ja, dobro, varnostne službe teh pooblastil nimajo, ne. Tega niti ne morejo narediti. Tekma je bila označena verjetno za pol rizično ali pa pol tvegano, vendarle gre za
prijateljska kluba, za kluba, Ja. ki ne predstavljata neke realne grožnje za okolico na tekmi. In posledično, kar je ključno, je bilo verjetno tam pol manj policistov. Oni so edini pristojni za to, da lahko spraznijo sektor, ker sektor, če pridemo do te ravni, do te točke, lahko sprazniš s prisilo. Ne? In zdaj to varnostniki teh pooblastil nimajo, tudi če bi jih imeli, če jih pogledaš, veš, da to ne morejo narediti, te razni. Ja. Pol je namreč upokojencev med njimi, ne? To moramo vedeti. Na pol volonter. Pa tudi če ne bi bili, to so upokojenci, tudi že po figuri vidiš, da to ni sposoben narediti, policistov je pa premalo. In se čaka, da se zadeva umiri, potem se to vse skupaj ohladi, oni so svoj vrhunec dosegali, te, bom rekel, bedaki, ne? Vrgli so tisto, dosegali so, in potem se umirijo, ne? Pol jih počakaš, da se toliko umirijo, da grejo mirno ven, če je premalo policistov. Če jih je pa dovolj, se pa to da narediti zelo hitro, ne? Samo temu ni bilo tokrat tako. In še drugi vidik, ne samo, seveda, zdravje je nastradalo, ampak drugi vidik, zelo verjetno je, lahko se zgodi, da bo kaj zaradi tega izgubil tudi Maribor, ki je bil v vrhunskem položaju z vodstvom 2-0 in tudi dobro igro. Je bil na poti do 3 točk, zdaj pa je vprašanje, kako se bo tekma razpletla. Že to je spet, ko gre tvoji ekipi najbolje narediš. Ja, če damo na stran ta del, ki je hujši, ne, se pravi, Ja, so poškodovali ljudi neposredno, ni šlo za prav inteligentno potezo, ne. V času, ko si dober, ko vodiš 2-0, ko imaš vse pod kontrolo, narediš stvar, ki ti samo škoduje lahko, ne. Govorim v tekmovalnem smislu. To ni lih pametna poteza, in tudi za naprej. Maribor bo imel zdaj verjetno manj podpore na naslednjih tekmah, tako milo rečeno, in tudi nobenega hudega ugleda sistem ni pridobil. Tako da ni, to je poteza, ki v nobenem primeru ne more biti dobra. Ne, na igrišču ne ob njem, in upam, da jih bo čim manj. Bojim pa se, da jih bomo še videli v prihodnje. V trenutku, ko se pogovarjava, še ni znano, kakšna bo usoda te tekme, pa vendarle, če samo ne špekulacije, ampak če samo razgrneva možnosti, kakšne nogometna zveza sploh ima, da to tekmo pripelje do konca. Ali je to registracija tekme za Muro, ponovitev, nadaljevanje? O čem odločajo danes pristojni? Ja, odločajo na temelju pravilnika, ne, tekmovalnega, disciplinskega, in v takih primerih se lahko zgodi marsikaj, lahko se tekma tudi odigra naprej od te minute, tako da bomo videli, kaj bo. Znali bi celo to odigrati, ob seveda določenih spremljevalnih potezah. Bomo videli, težko je špekulirati, ne bi niti želel, ampak lahko, da se bo tekma odigrala naprej, ne bi bil presenečen. Če se zdaj greva še malo bolj k nogometnim timam, ki nas vendarle najbolj zanimajo na drugih tekmah. V Šiški je bila zelo zanimiva tekma med Bravom in Celjem. Celje je bilo morda malo bolj brez zobov kot prejšnji konec tedna, na drugi strani pa znova zelo kakovosten Bravo. Kako si videl to največji derbi tega konca tedna, če tako vsaj glede na vrstitev na lestvici? Ja, glede na vrstitev, ja. Drugače, Ja, niti ne, po tradiciji ravno ni bilo soboti je bilo, gledalcev mnogo več. Ne? je bil derbi, no, to je bila pa neka tekma, ki bi lahko prinesla več, pa je prinesla manj, ne. Golov nekih nismo videli, ne. Vsak mu je težko v Spodnji Šiški. Vsi se zgovarjajo tudi potem na to neko domnevno ožje igrišče, ki je sicer za vse enako, in da je lažje onemu, ko se brani, ki je gostitelj in tako naprej. To verjetno drži, ampak očitno je Bravo dobro delo, ne. Vedno je v nogometu, ko prideš ti do neke točke pred tekmo, zdaj, če govorimo z zornega kota Celja, da se ne lotaš stvari tako, kot bi se mogel. Ker težko se je zbrati vsakič, ne. In če izziv ti ni ne vem kako velik, Bravo ni Olimpija ali pa Maribor, na tribuni ni gledalcev, ti nehote lahko se malo uspavaš. Nasprotnik ima pa obratne, ne, motive. Se pravi, ti si prvi, te bo napadel, bo se držal, gre na fajt in se zgodi, kar se zgodi. Bravo je bil celo na nek način bližje zmagi, če bi to lahko sploh to tako imenovali, tako da jaz nisem presenečen nad tem razpletom. Saj Celje ne more vse do konca zmagati, ne.
Ne, to absolutno ne. Mene je, In bo še kje naredil spodrsljaj, če to lahko sploh tako imenujem. ja, konec koncev točka še vedno je mene morda najbolj presenetilo, da je se tekma končala z 0-0, ker Bravo je v celi sezoni, mislim, da ima dva clean sheeta, dvakrat je mrežo ohranil nedotaknjeno proti vsej napadalnemu Arsenalu Celja. Je dokaj zanimiva tekma, da so ravno na tej prišli do tretjega. Ja, trener je ocenil, da je to boljša pot do pozitivnega rezultata, ne? Se pravi čvrst pristop, obrambni pristop. Ne bom rekel vsi z žogo, kot se reče, ampak ti moraš vedno oceniti, kaj ti lahko pripelje do rezultata. Ne? Če ima tekmec Arsenal napadalni, pač ne greš v odprto bitko, ker boš izgubil. Ker končni cilji so vedno točke, ne vtis. In kaj so ocenili, da je bolj, že so malo previdni in so tako končali tekmo, pač brez gola. Tako. Lahko bi ga pa videli, da ne bo pomoč. Ja, res je, Bravo je bil, imel je na te poplatnike, imel je dve polzreli priložnosti, ostanimo pri tem. Je pa bila tudi nekoliko boljša kot v prejšnjem krogu Olimpija, vsaj v prvi uri igre, recimo temu, je pokazala v napadalnem smislu več. V obrambnem smislu smo videli zadnje pol ure igre, da še šepa, še kaj manjka, ampak vsaj v napadalnem smislu je pa vendarle bilo več kohezije v igri, tudi več elana, poletnosti, kot je eno od priljubljenih izrazov. Ja, trener Zoran Zeljković je opravil določene ne toliko menjave kot nek spremembe v nekem pristopu in pozicijah, delne. Verjetno je tudi motiv, fantov je bil malo večji in se je poznal. Prišlo je do izraza ta dosti strahovita širina Olimpijih napadalcev. Ne? Navijači, sploh te neučakani in nekateri drugi, so pred začetkom drugega dela sezone izpostavljali, zakaj ni okrepitev. Zakaj bi morali, ne vem, še kupiti nekega kapitalca, tretjega, četrtega. Ampak Olimpija ima tudi brez teh okrepitev je imela že preširok kader, po mojem mnenju, za eno fronto. Za nastopanje, ne vem, v Evropi, pa v pokalu, pa prvenstvu, ti to potrebuješ, ampak enostavno, ko izpadeš iz Evrope, je bil ta kader preširok. Dodali so mu še 2 igralca, Marina pa tega centerfora, kaj je ta, Durdov, ne? Tako da imajo res veliko napadalcev spet. Ne glede na to, da je Rui Pedro je na stranskem tiru, očitno Že v Turčiji. Je njegova zgodba v drugje. In ne glede na to, ta kader je ekstremno širok in tudi približno ne morejo vsi napadalci na eni tekmi dobiti priložnosti. To ti pove vse in kadar imaš tako zdravo konkurenco, očitno tej, ki so v prvi ekipi, so tudi plačani redno in je konkurenca res zdrava, tako da mislim, da bojo imeli sladke skrbi v prihodnje. Sploh v napadu. Verjetno v zvezni vrsti imajo še rezerve, sploh v kontekstu hitrosti, to bi lahko kakšnega hitrejšega igralca še prepeljali, najbrž ga bodo polet, ko bo tudi kdo šel, recimo reprezentant Elšnik po evropskem prvenstvu, tako da tu je glavni manever za napredek, je po mojem v zvezni vrsti. Govorim o kadrih. Rezerve so posod, ampak kadrovsko je tukaj verjetno najtanjše in Olimpija pa normalno šel naprej, pač zmagovala, kar bo lahko. Ko pride pa derbi, bo pa zanimivo. Ne? Ja, veliko je tudi odvisno v Olimpijini igri, na kakšen dan dočaka, kakšen dan nimanje motike dočakajo. Včasih je eden najboljših igralcev na terenu in kot je bil tudi sedaj, pripravil je prvi zadetek in tudi drugega Antonijo Marinu, bil je povsod, bil je hiter, dobro se je odločil žogo v nogah, včasih pa tudi, recimo prejšnji teden proti Rogaški, vidimo nimanje motiko, kot da ga ni v igri, tako da če bi tu ta konstantnost bila na nekoliko višjem nivoju, bi bil on boljši prodajni eksponat in Olimpija boljša. Ne? Ja, on je zato prišel sem, ne, pa vedno tako pri napadalcih je vedno odvisno od tekmeca, kako močno je zaprt, kako visoko stoji, ker to potem seveda stvar značilnosti napadalca. Če je zadeva kompaktna na nasprotni strani, moraš ti dobiti tudi kakšen duel 1-1. Ali pa odigrati uspešno dvojno podajo, ampak tukaj že spet rabiš enega, sam to ne moreš. Tako da to je vedno, tudi najboljšim se dogaja, da ne morejo. Ne? Tudi Barcelona je imela težave po posesti žogi 90%, ni mogla prebiti. Ker to je težko, ne? Ti, če si hiter, pa telesno pripravljen, ima s tabo vsak težave, ne? Če si dobro postavljen. In tudi pri tej motiki
ko bo odprta tekma, bo njemu lažje, ker on ima to sposobnost šprintov, pa gre naprej, ampak če je zadeva zaprta, je to težko. Ja, je pa še ena dobra novica v tem, da je Marin dosegel 2 zadetka. Tudi Brest je zadel 2-krat, sicer sta bila oba razveljavljena, ampak če pospravi žogo 2-krat v mrežo, verjetno je to za neko samozavest napadalcev pa zelo zaželena pred nadaljevanjem. Ja, to je idealno za naslednje tekme. Mislim, da zdaj so Domžale, s kom naslednjo igrajo. Mislim, da je v Domžalah, ali pa mislim, da je z Domžalami, no, ki imajo tudi očitno neke svoje težave. Tako da bo zanimivo, sploh v tem napadalnem delu Olimpije, že naslednja tekma, ki je pa zdaj med tednom, ne? Tako. Novo kolo. Je pa omenil si, da Domžale imajo težave, drži, je pa tudi Rogaška pokazala, da proti Olimpiji ta remin ni bil slučaj. Delujejo še bolje, kot so delovali v jesenskem delu, ko smo že govorili, da je Rogaška morda eden glavnih osmoljencev, ker bi si zaslužili morda kakšno točko več. Je pa prepričljiva zmaga nad Domžalami, samo 3 so še pred zadnjim Aluminijem, tako da prvenstvo zgleda kar odprto, ne bodo se predali brez boja. To je samo dobro, ne? Za navijače in za nepredvidljivost lige. Ta fant, ki je prišel na mesto Nejca Gradišarja, očitno se je ujel, je štartil v bistvu fenomenalno, več golov kot tekem. 3 gole, tako. Tako da, ja, okej. So sicer še zadnji daleč, ne? Morajo še kaj zmagati, ne? Da bojo čisto enakovredno v boju za obstanek. Zdaj so vendarle še vedno favoriti za izpad, ne? Tehnično gledano. Ampak prvenstvo je še dolgo, ne? Je na voljo še 40 točk, ki je tazga. Tako da v redu, tudi Rogaška. Jo pa čakajo zdaj malo zahtevnejši tekmeci, to moramo pa reči. Mislim, da 3 zapored so težki. Po drugi strani pa igraš še medsebojno tekmo z Aluminijem, ki je v bistvu vredna 6 točk. Tako da bo še res zelo, zelo gosto na dnu lestvice. Zanimivo bo gledati. Zdaj mislim, da ima 3 za Aluminijem, ki je predzadnja. Ne, ampak 3 težke ima. Tako. Ja. Mislim, da iz vrha vse 3. Da prve 3 damo. Tako, pa morda, če greva zdaj še na tuje nogometne zelenice. Liga prvakov se nadaljuje, za nas bo v tem tednu najbolj zanimiv dvoboj Atletika in Interja, oba sta pa med ta konec tedna, bi rekel, dobro upravila nalogo. Atletiko je spet nič premagal Las Palmas, tekma je bila odločena po nekaj minutah, bi lahko rekel, in je bila to dobra priprava na Inter, ki pa po drugi strani v Serie A se zdi, da je že skoraj da odločil prvenstvo, mislim, da 9 točkami in tekmo naskoka pred Juventusom, ki je znova remiziral, tako da se zdi en tak primeren čas za ta dvoboj težko kategorniko. Ja, Inter je zmagal 4-2 v petek že, ne? Tako. In je pol, kot da bi Simeone rekel, dajmo enega več, ne? Da mu pokažemo. Tako da bo zanimivo, to je njegov bivši klub od trenerja Atletika Diega Simeoneja. Verjetno bo imel nek motiv več, da pokaže svoje znanje. Bo pa to strahovita tekma. To je že, ni to finale pred finalom, ampak bo taka tekma, kot si spodobi, na nož, fajterska, visoka intenzivnost, tenzije, pričakovanja. To bo orang. Bomo pa videli, no, zdaj ta Las Palmas je sicer bil malo zahtevnejši izziv od Salernitane, ki jo je imel Inter, ki je tam v Italiji res že na odstrelu na nek način. Ampak kljub temu je imel Oblak manj dela, ne. Mislim, da je imel v španski Marki, to je časopis madridski, so komentirali ob njegovi oceni 2 zvezdic, to ima tiste zvezdice, ne, za ocene, so napisali, da je glavna težava Jana Oblaka je bilo močno sonce, ne, ker v prvem polčasu ni videl dobro žoge zaradi tega, drugače posredovati mu pa ni bilo treba. Tako da to vse pove o tem, koliko je bil Atletico superioren, ne, že pred vratarjem tam do njega. Tako da je očitno je pravi in bomo videli. Kljub temu, da je zdaj par tekem zgubil, remiziral, tako da ni bilo vse optimalno, ampak očitno zdaj vemo zakaj, ne. Tako da se je temperal res na to ligo prvakov. Tam je tudi morda ocenil, da prvak ne more biti več. Ja. Imperativ mu je tako med 4 v Španiji, čeprav zdaj bo kmalu verjetno celo 5 položajev že kaj zagotavljal. Ja, čeprav je Bundesliga saj v tem trenutku prehitela jih, ampak ja, pa se pa še, mislim, da sta 2. se še vrti, tako je. Mislim, Anglija, ne. Tako je, tako. Tako da no, ampak med 4 mora biti tam, zadnji ima Bilbao, ki je še edini, kakor to lahko je v Gruziji, in teh 5
bo med sabo obračunali, se pravi Barcelona, En bo ostal Real, brez. Girona, Atletico pa Bilbao, kdo bo šel v Ligo prvakov. Mogoče vseh 5, odvisno tudi, kaj bo v Ligi prvakov letos, ampak tle smo, ne. Tako da in on je to ocenil in verjetno je zdaj res popoln fokus, popolna mobilizacija na vojaških načelih za gostovanje v Milanu. Tako da to bo super tekma. In še zelo, kar je seveda vedno dobro, napadalci so mu prišli v formo, prišli na okus in Interjovi po drugi strani enako, tako da res ena vrhunska napoved za vsem, kar si želiš. Ne? Tudi tega v Interju, se pravi Marcos Thuram in pa Lautaro Martinez, to super funkcionira. To je res fenomenalno. Ko je šel iz Interja Lukaku, so govorili, da ne bojo zdaj mogli več, da so izgubili na tej moči, ampak ta Thuram se mi zdi, da je še boljši. Hitrejši, spretnejši, predvsem pa izkoristi tudi kakšno šanso, ne, ker Lukaku je to treba pa 15 za en gol. Tako da Inter je po moje še boljši kot v prejšnjih letih spredi, ostalo je pa isto, kar pomeni, da so uigrani. In trener je enak, je isti, tudi se sledi njegovemu konceptu, tako da super. Sem podobno izhodišče kot v Madridu za Atletico in bo prava tekma. Tako, čvrsta in super bo. Je pa v Bundesligi je tokrat Benjamin Šeško sedel na klopi, kar morda ni do 67. minute, kar morda niti ni presenetljivo glede na težko tekmo proti Realu, kjer je bil najboljši posameznik Leipziga. Leipzig je zmagal, se pravi, osnova je bila dosežena, osnovni cilj. Pa zanima tvoje mnenje o tem, ali je, ko imaš napadalca v taki formi, kot je Šeško, ki je trenutno v res vrhunski formi, bolje mu nameniti počitek, kot mu ga je Marcos Rose, ali je bolje, da ti napadalec igra pa ohrani, ostane vroč spet, nadaljuje strelsko formo. Ja, to bi morali vedeti, kako je z njim, ne. Lahko, da vedno je kaj, kar ne vemo, ne. Ampak načeloma, se pravi, govorim, lahko ima, ne vem, kakšno udarc v nogo dobu, pa mora pozdraviti hematom, ne vem, ga boli kakšna mišica, čuti vest, ne vem, karkoli, to mi ne vemo, ne. Ampak načeloma se mi zdi, da fant pri teh letih lahko igra v nizu brez težav, če je vse v redu, tako da ne verjamem, da potrebuje počitek v tem kontekstu. Tako da očitno je trener ocenil, da je za ekipo boljše, če igra nekdo drug. To je najbolj tak diplomatski odgovor. Ja, tako da, konec koncev, vse mu je išlo, vse so zmagali, tako Ja, tako da, je težko kaj učitati. tudi ko trener pravi, ali pa selektorji, ko pravijo, teh 11 je najboljših, kar imamo, ne. Pa vsi vemo, da niso, recimo, zdaj govorim na pamet, hipotetično, da je 5 boljših na klopi. Ampak to govori v kontekstu tega, da unih 5 mogoče ne bi dali v tistem trenutku toliko kot drugih 5, ki je navidezno slabših ali pa manj vrednih ali pa ne vem, so dali manj golov doslej, ker očitno nekaj sledi, ne vem, čez 3 dni neka tekma, pa čuvaš une, ne, ki pa na tej tekmi prvi ne bi dali vse od sebe. Tako da očitno je tudi trener Leipziga Rose ocenil, da je teh 11, ki jih je poslal v ogenj, najboljših za to tekmo. To je to. Ja, in s Xavijem Simonsom imajo tako kot čarovnika, ki prebija obrambe in se to izide na koncu, večinoma se izide. Ja, pa ja, že nekaj časa se stvari ne izidejo dobro Bayernu, tako da tu smo Novemu klubu. Tako, navijači so že zelo neočakani, tudi kakšen hujši izraz bi še lahko uporabljali zato, ker Thomas Tuchel že odkar, pa res podrobno spremljam Bayern, odkar je Tuchel prišel na klub Bayerna, nikoli ni bilo neke euforije, pa navdušenja nad Thomasom Tuchlom, pa čeprav je osvojil Bundesligo, oziroma jo je Borussia podarila na nek način, ampak ne zdi se, da nima prave karizme, ni povezan z ekipo kakorkoli, to je nenazadnje se izkazalo v poročanju Sky Sportsa, da je naj bi v slačilnici, rekel fantom, da niso dovolj dobri in da je mislil, da so veliko boljši, kot so. Skratka, vse ta nezadovoljstvo, tudi malo smole občasno je pripeljalo še do 3. zaporednega poraza proti Bochumu, ki je, kot bi rekli, Radomlje v slovenski ligi. Po letu 94 je drugi najslabši trener po izkupičku Bayerna za Jürgenom Klinsmannom, skratka, to res ne pelje v pravo smer tukaj, indici niso dobri. Tja.
To mi zdi zbrka, že odkar so menjali športne direktorje, dosti čez noč, nekateri so v klubu starejši, govorimo o vodstvu, to se vse odraža, ne. Potem tudi trenerja malo bolj pogosto menjajo. Tače pa to res izjavo, jaz verjamem, da je Sky dobil kakšen message od kakšnega igralca, recimo, ne vem, pa so pol to vendar. To pa tudi ni najboljše, ne. Ti prideš pa rečeš igralcem, da si mislijo, da so boljši, ampak dobro, to je folklora, to se dogaja, no. Ampak problem je, ko pride ven, ne. To pa pol malo prinese za sabo kakšne posledice in bomo videli, kako bo naprej. Bayern je zdajle nekje na meji tega, da kar dobro zavozi sezono, ni pa še izgubljeno, ne. Vse mora v bistvu samo doma premagati Lazio. Tako je. Samo, ne. Pa v Bundesligi dobiti tekme v nizu. Je pa res, da Bayer Leverkusen ne popušča in tam se mi zdi, da bo to večji izziv kot pa Lazio premagati. Pa ne, da je Lazio slab, ampak je vseeno samo ena tekma, ne, ki jo lahko z neko kvaliteto dobiš. Bojim pa se, da tudi Bayern nima te kvalitete trenutno, predvsem psihološke, da lahko še kaj dosti opravi. Bomo videli, no. Ja. V nogometu je možno vse. Bayern bi mogel 3 tekme zgubiti, tudi če bi bil Bayern popoln, da bi bil Bayern prvak, pa je še niso letos. Tam bo zmanjkvalo začeti. Tako. Tam ni toliko tekem kot druge v ligah, teh močnejših, 4 manj so in je... Derbi je že bil. In hitro zmanjka tekem, no. Tako. In tudi medsebojna je že bila, tako da že tudi tam ne moreš, ne. Realno je zdaj zelo težko staviti na Bayern, Res je. da bo lahko prvak, no. Mislim, da ne bo. Pa v tem položaju je, kakršen je, mislim, da dolgoročne prihodnosti Thomas Tuchel v Münchnu nima, to je skoraj da bolj kot nejasno, ampak vendarle je v takem trenutku težko je govoriti, kaj je bolje, ampak vendarle klub kot je Bayern verjetno lahko nadomestnega trenerja dobi tudi jutri, če bi si ga želel, in to neko uveljavljeno veliko ime. Bolje potegniti črto in začeti gasiti požar ali čakati, da ta požar preraste vse možne okvire. To bodo ocenili teli, ne, v klubu, to je težko reči. Je pa dejstvo, da München je, oziroma Bayern, to je, ne vem, če imaš prestolnice mode, Milano, Pariz, London, New York, ne vem kdo, je Bayern en od teh v prestolnici nogometni, ne. Tja bi prišli peš iz kjerkoli, katerikoli trener, ne. Tudi Jose Mourinho je že preko svojih kanalov povedal, da se uči nemško, ne. Tako da zdaj je on za Bayern to zdaj delikatno, ampak manjka mu najbrž še nemška neka zgodba, vse ostale mislim, da že ima. In on je en od teh, ki bi šel tja peš. Seveda ne zastonj, ampak peš bi pa šel. Tako da bomo videli, težko je zdaj to reči, kaj bojo prinesli naslednji dnevi. Že vmes, ko se midva pogovarjava, se lahko zgodi. Čeprav seveda oni bojo zanikali vedno, dokler se bo dal, da bo prišlo do menjave. Ampak ne vem, to je, da nerad take stvari komentiram. Lažje za nazaj. Ja, Jose Mourinho mogoče v tem trenutku sploh ne bi bil tako slaba izbira. Šok bi bil, poskus bi bil, še vedno pa lahko poleti iščeš dolgoročno rešitev. Ja, on je zelo značilen, recimo znal je delati z Balotellijem, znal je delati z nekimi drugimi, bom rekel, kako bi uporabil izraz, politično korekten, nepredvidljivimi in čudaškimi in zahtevnimi fanti. In tam v Bayernu jih je tudi kar nekaj, ne. Imate tam tega Komana, imaš Kejna, ki ga je tudi, s katerim se treba pogovoriti zdaj, ne. Musiala, polno je nekih igralcev, ki se mi zdi, da bi prej rabili v tem trenutku, ne na splošno, psihologa kot pa kaj drugega. In to Jose Mourinho je, ne. On je pogostokrat bolj psiholog kot pa trener, ne, se to pove večkrat tudi sam. Tako da enega takega bi verjetno Bayern trenutno rabil, ne, ampak to so zdaj čiste špekulacije. Tako, ja. Po drugi strani je pa tudi to, da si vodstvo kluba načeloma ne more, težje privošči zdaj ta obdobje negotovosti, ker bi morala do konca sezone pogodbo podaljšati Alfonso Davies in Leroy Sané, ker se ima izteka in res nočeš izgubiti takih igralcev predčasno. Tako da, ja, tu bo še zanimivo v Münchnu. Ja, bo zanesljivo, ker kupcev je veliko letos, ne. Real, Pariz bosta šla na
na največja imena oba, pa verjetno še kdo, tudi v Angliji bo kdo nezadovoljen. United se vedno govori. United, če bo Roma dobila res tele Saudove Arabce, ne, bo tam nov center, shopping center, tako da je veliko tega se še lahko zgodi in pa bo povpraševanje po tovrstnih imenih strahovito. Ne. Tako. Pa če morda za konec pogledava še na preostale 3 tekme Lige prvakov, ki nas čakajo, to je Porto Arsenal, tu bo Arsenal sploh glede na trenutno formo favorit, 5-0 so zmagali med ta konec tedna proti Brentfordu, tako da super tekma. Potem PSV Dortmund, to bo tako klasično navijaški dvoboj z tradicionalen, kjer bo Dortmund seveda v vlogi favorita, zdaj je pa težko trditi. In pa potem Napoli Barcelona, tu pa imamo 2 kluba v precejšnjih težavah v državnih prvenstvih, ki si rešuje tako kožo. Jaz samo komaj čakam, to lahko rečem. Že od jutri zvečer, v torek, bo vrhunc, potem v sredo tudi zelo zanimive tekme. Vse 4 tekme so v bistvu take, da bi si želel imeti 2 termina na večer. Tako da pač bomo eno gledali z zamikom, ampak ja, težko je reči, kaj drugega kot super teden evropski. Ja, če si takih dvobojev si Liga prvakov lahko samo želi, kjer za tiste, ki stavijo, je tole zelo težko, kaj s temi tekmami narediti. Če bi razmišljala, šak se greva od začetka, Inter Atletico. Ti si zdaj stavni specialist, kaj bi dal kle? Ja, Inter Atletico manj kot 2 gola pa bi jaz stavil. Mislim, da to bo še vse, ker je prva tekma bolj zadržana, ne glede na formo napadalcev. Ja, mislim, da bo dal gol. Ja, tako. En gol najbrž ne bo, ne? Ja. Ali bo 0 ali pa 2. Kaj ima pol Porto Arsenal? To pa je videl na Arsenalu vseeno v tem trenutku. Si mlajši navijača. Moš pa vedeti, da Porto ima malo več izkušenj v državnih tekmah. Ampak Arsenal je zdaj res dober. Par tekem je že res dober, tako da tu me Arsenal ne skrbi. Arsenal je začel strahovito in mislim, da je ono krizo, ki jo imel, da je preživel vmes. Vmes je imel neko krizo. Zdaj pa začel. Ampak igrajo na Portugalskem, no, to si ne bi dvojke upostaviti, ampak ni pa izključena. Pri PSV Dortmund bi svoj denar ohranil v denarnici, ker tu... To bi enko, ajde. Tako potem Napoli... Govorim za to tekmo. Za to tekmo. Ne za dvoboj. Ne, za to tekmo. Napoli, Barcelona pa spet. Tu bi stavil predvsem na več zadetkov. Tu bi zdaj bilo treba staviti, vprašanje bi moralo biti, oziroma stava, kater klub je v večjem kaosu. Ja. Mislim, da še vsem Barcelona, ker v Napoli vsaj bankrot mu ne grozi, če nič drugega. To je pa tudi vse, kar je dobrega podvezoval v tem trenutku. Ne. Mogoče bi celo dal Napoliju. Ja. Sem ne vem. Jaz bi ga tudi dal prednost v tem trenutku, ker je vse Napoli tudi leto že odigral nekaj dobrih tekem in tudi zelo slabih. Ja. Tako da, bova Jernej naslednjič pogledala, kako nam je šlo z napovedmi. Tako da, vam pa hvala lepa, ker ste bili z nami in pa se slišimo prihodnji teden.